torek smo Slovenci dobili svojo prvo teroristično grožnjo, ko je nekdo na internetu objavil video, zaradi katerega smo poostrili varnost in zagnali paniko. In kaj je bilo na posnetku? Video prikazuje slovensko ranljivost. Za zdaj še neznani avtor z arabskim imenom Abdul Bakr navaja, da je Slovenija slabo zavarovana, da ima malo vojakov in celo, da je zdaj čas tudi za Ljubljano in Maribor. Nek Abdul je torej očitno simpatizer ISIS-a in totalen pezde. Ali pa? Teroristična grožnja Sloveniji na YouTubu je lažna. Avtorji posnetkov niso islamski skrajneži, ampak 28-letni provokator iz Maribora, ki se je policiji že prijavil sam. Ok, se pravi, ni simpatizer ISIS-a, ampak samo totalen pezde. Par stvari. To, da je naredil polurni posnetek sam zato, da bi se malo pošalil z nami, je dokaz, da je brezposelnost res problem. Drugič, že po enem dnevu si se predal. Pa kakšen trol si to? Če bi dosegel to, recimo, da zaradi tebe na meje postavijo tanke, če bi Smerarja oblekli v železno klep, ali pa če bi Jelinčiča s mitraljezom za vsak slučaj poslali v Sirijo, da bi že preventivno ukrepil, pa bil največji trol. Zdaj pa sem bebec, ki se je vsral takoj, ko je prišel na TV. Zgleduj se po Pahorju. Ona strola že 4 leta, pa ga ni sram. Jaz pravim, tepca naj zaprejo, ki je hotel k nam privabiti ISIS. Mi pa smo se stvari lotili z druga konca. ISIS, če gledate, imamo kup razlogov, zakaj ni pametno, da pridete k nam. Slovencev se je za bat. Hey ISIS, this is Slovenia, your worst nightmare. We have 2 airplanes, several soldiers and police officers, and Triglav. Not that Triglav, that Triglav, fuck yeah. And if that won't finish you off, we have a commando. And women who will make you drink your own piss. Tractors, old people who have nothing to do, horses, and a prime minister who will make you think twice before doing anything. And if that still won't get you, we have specialists who can make your ears bleed using terrible sound frequencies. And if that won't do, you won't possibly be able to survive our taxes. Slovenia. Oh yeah. Slovenija ni dovolj velika za sejanje zla, dragi ISIS. Ampak resnici na ljubo, mi ne potrebujemo doraslega pezdeta, da ISIS-u pove, da imamo bedno vojsko. To veliko bolj učinkovito počne nekdo drug. Glede na predstavljeno poročilo sem kot vrhovni poveljnik obrambnih sil že 3. leto zapored dolžan javnosti sporočiti, da je Slovenska vojska na najnižji ravni sposobnosti. Slovensko vojsko kurca nihče drug, ki njen vrhovni poveljnik. A si predstavljate, da Obama stal pred Belo hišo in v kamero govoril "Our army sucks"? A pa da bi Churchill vabil Hitlerja, naj ga napade, ker britanska vojska je v riti. Ali pa Kim Jong-una. Ok, on niti ne plagal, ker njegova vojska je res v riti. In če je bila naša vojska v šoli, kakšno spričevalo bi dobila? V poročilu je pripravljenost za delovanje v miru ocenjena s povprečno oceno zadostno. Zadostno in ni tako slabo, dajte študente vprašati. Če dobiš zadostno, si naredil izpit. Žurka. A ste videli načelnika generalštaba, k prvošolček, ki posluša, kaj vse je zajebo v kontrolki? Kaj bo mogel doma ponoviti? Ne vem, po moje je najboljše, če privatiziramo še vojsko. Ali pa uvedemo sponzorstvo, kot pri športu. Na mejo smo poslali enoti Akroni na Krapovič. Pa recimo vsak vojak mogo ponavljati, obrambne storitve vam omogoča Telekom. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.